3, 4, začnemo, dober dan, uradno. Na študijskem dnevu našem se boste vprašali, pa se je tukaj tak vsak dan, študijski dan, zakaj pa je zdaj to še? Ja, zato, ker je malo drugačen, ker je želja nas, da se tako enkrat v letu tudi na ta način obrnemo v javnost, obrnemo k vsem, ki se zanimajo za psihoterapijo, ki se zanimajo za razne teme, tokrat bo bolj o umetnosti tudi govora, da se srečamo. In priložnost, da se tudi naši študenti, ki delajo razne raziskave tudi v okviru SFU-ja ali pa so razne projekte vključeni, da imajo priložnost pokazati, kaj so naredili. Tako da to je dan, ki je posvečen študentom, predvsem ob spremljavi seveda tudi in podpori učiteljev. Trenutno je kar živo glede psihoterapije tudi v javnosti. Mogoče ste naleteli na to, da se precej govori zdaj o zakonu. Tako da včeraj sem dobil en klic, da če bi se udeležil oddaje na Radio Slovenija, ta Studio ob 17, ki je kar tako precej poslušan, no, in jutri se nas bo pol tam nekaj zbralo, ki bomo komentirali zdaj to situacijo, tudi ta predlog novele zakona o duševnem zdravju in tako naprej. Skratka, ne samo na strokovni ravni, tudi kar se tiče politične ravni, kjer si že toliko let prizadevamo, da bi tudi psihoterapija bila sprejeta kot poklic, se dogaja, tako da upam, da bo v tem letu se premaknilo glede tega. V zadnji vrsti sedi Tamara Prevendar iz Hrvaške, ki je bila zelo udeležena v sprejemanju hrvaškega zakona, napisala tudi knjigo o tem v hrvaščini in angleščini. Jaz pa tudi čakam zdaj, da bom izdal še jaz knjigo o slovenskem zakonu. Upam. Tako da, evo, dogaja se. Kar se tiče umetnosti in psihoterapije, je pa tudi že dolga debata, ali je psihoterapija umetnost, ali je znanost, ali je bolj umetnost, ali je bolj znanost. Jaz mislim, da ima res veliko skupnega z umetnostjo in da odgovor je sigurno, da psihoterapija po eni strani je umetnost, po drugi strani pa je tudi znanost, to se pravi, da lahko te recimo uporabo raznih kreativnih medijev v psihoterapiji tudi proučujemo z vidika, recimo, kako prispevajo k terapevtskim spremembam, kako je možnost to s pomočjo umetniških tudi načinov pomagati si pri oceni, diagnosticiranju, spremljati terapevtski proces in tako naprej. Tako da, hvala glavni, bi rekel, navdihovalki za to temo, ki ima tudi za veliko zapovedati, bo zelo zanimiv po moje poslušati Katarino Kompa-Nerzar. Predtem pa še prosim Andreja Poljanec, docentka dr. Andreja Poljanec, ki vodi naš študij psihologije, da še ti poveš par besed. Vam želim prijeten in zanimiv študijski popoldan in potem še družabni večer v neverjetni zasedbi, razširjeni zasedbi družine Poljanec. Hvala, Miran. Ja. Spoštovane predavateljice in predavatelji, drage študentke in študenti, kolegice in kolegi, pa tudi vsi ostali obiskovalci. Z velikim veseljem in prav pričakovanjem vas danes gostimo na našem drugem študijskem dnevu na SFU Ljubljana. In ko smo razmišljali o temi, ki bi jo letos ponudili, smo bili hitro enotni, da želimo ponuditi nekaj lepega, pozitivnega, povezovalnega, nekaj, kar je za vsakega. Poleg tega pa smo se razgledali po vsebinah, ki jih raziskujejo naši predavatelji. Kar hitro je bilo jasno in odločitev zato ni bila težka, da bomo letos govorili o umetnosti. Umetnost je hrepenenje in potreba vsakega od nas, v nas je vrojena, je del res vsakega človeka in k sreči ni stvar privilegirancev.
Zato bomo danes govorili o njenih neskončnih obrazih, saj kreativnost resnično ni meja, o njenih neizmernih prednostih, ki segajo na mnogo področja človekovih življenj, na njegov razvoj možganov, njegovo psiho, počutje in čustva, gibanje, kognicijo, motivacijo, duhovnost, pa tudi na duševno in fizično počutje ter zdravje. In prav slednje je tisto, kar nas na naši podružnici psihologije in psihoterapevtske znanosti še posebej zanima in združuje. Umetnost odnosov je to, umetnost uporabe besed in razvoja jezika v odnosih, sproščenosti, kreativnosti, miline, občutljivosti in zdrave odzivnosti. V nadaljevanju vas torej najprej vabimo, res velikim veseljem, k poslušanju predavanja naše izredne profesorice dr. Katarine Kompan-Erzar. V zadnjem obdobju se namreč skupaj z ekipo raziskovalcev različnih strok ukvarja predvsem z razvijanjem umetniških del na področju glasbe in gledališča, predvsem za otroke in mladostnike, in sicer v smeri razvijanja še večje tankočutnosti, sproščenosti in kreativnosti, vse življenje pa se kot psihologinja, mogoče še posebej kot psihoterapevtka in kot mati, trudi za razvoj umetnosti polnega življenja v odnosih. V njenem uvodnem predavanju nam bodo strokovnjaki in študenti v 4 različnih delavnicah omogočili izkustvo, uporabo umetnosti in njen vpliv na psiho. Sledil bo odmor s predstavitvijo, to je pomembno, to bo v istem času znanstvenih plakatov naših študentov, tako da toplo vabljeni, da se takrat oglasite tudi v sobi, kjer bojo predstavili svoje izsledke in teme. In tudi tak klepet in druženje je vedno en tak nepogrešljiv in nepozaben del strokovnih srečanj. Na koncu bomo imeli zares eno tako prisrčno umetniško poslastico, glasbeno točko Polončevih otrok. Ne bojo sicer vsi, 4 pa potem okroglo mizo, kjer bojo gostje prav tako še vedno naša profesorica Kompan-Erzarjeva, docentka dr. Katarina Habe in gospa Mateja Gombočeva. Vodila bo okroglo mizo pa naša specializantska psihoterapevtske znanosti, in sicer analitične smeri, Sara Briški-Cirman z umetniškim imenom Raven, in bojo spregovorile o umetnosti kot enemu načinu ali poti izražanja najglobljih misli, občutkov in enega takega načina, bi rekla, blagostanja v naših življenjih. Za zaključek bi mogoče tako rekla, da s tem, ko si podelimo znanje, ideje, tudi čas za odnose, čas za druženje, tudi vedno lahko navdušimo drug drugega za dobro, za veselje, za lepo, kar lahko delimo. In v tem hitrem tempu življenja je včasih prava umetnost se zbrati tudi takole skupaj in vse to udejanjiti. Še enkrat prisrčna hvala in toplo dobrodošli na SFU Ljubljana. Dobrodošli še z moje strani, hvala za take lepe uvodne besede in sprejemajoče okolje, ker ena od stvari, ko je ključna tudi pri našem delu in sploh v umetnosti, je, da sprejmemo drug drugega. Meni umetnost ni nekaj, kar je bilo namenjeno sami sebi, ampak je v temelju namenjena dialogu in stiku. Ko sem pripravljala to temo, sem razmišljala, na kakšen način povezati umetnost, kot jo poznamo, kot nek dogodek, ki se odvija v posebnih umetniških prostorih, in umetnostjo, ki jo poznamo kot terapevti. Zato sem poskušala te 2 področji zbrati in na koncu bom tudi predstavila nekaj izsledkov ali pa izkušenj iz raziskave oziroma iz področja raziskovanja, s katerim se zdaj ukvarjam, in to je, kako kreirati umetniška dela za najmlajše. Kaj je namen tega, kako to deluje, zakaj bi sploh bilo smiselno v najzgodnejše obdobje življenja vnesti umetniške vsebine. In upam, da boste dobili en vtis ali pa eno mogoče celo navdušenje nad tem, da umetnost vendar je nekaj, kar nam je zelo blizu, hkrati najbolj notranja,
kljub temu, da je včasih zelo, zelo daleč od zunaj in rabimo veliko pomoči ali pa tudi enega, rečemo, poznavanja, da jo lahko sprejmemo na tak način, kakor je namenjena. Ključna stvar ali pa sploh temelj, na katerem bom danes začela, je, da je psihoterapevtski poklic umetniški poklic. Ne zato, ker ne bi imel strukture, ne zato, ker bi lahko vsak delal karkoli se mu zljubi, ne zato, ker se poslužuje tudi kreativnih tehnik pri svojem delu, v svojih metodah, ampak predvsem zato, ker gre za globinski medosebni stik. In umetnost je v svojem temelju namenjena kreiranju stika, ki presega eno sobivanje ali pa samo neko pogovarjanje drug z drugim, ampak omogoča, da se po telesni plati ljudje srečamo med sabo, uglasimo drug na drugega in da lahko v tem srečanju doživimo sebe, druge in zunanji svet na nov in presenetljiv način. Pomeni, umetnost je način delovanja, neka drža je prostor, v katerem nastaja nekaj novega, kar presega naše trenutne izkušnje. In upam, da bomo uspeli tako nekako razumeti, da umetnost je drža, ni samo obrt, ni samo neko področje, ampak je način življenja. Ker konec koncev umetniško je lahko vse. Če gledate moderno umetnost, praktično ni stvari od straniščne školjke do smeti in podobne šare, ki ne bi dobila prostora v umetniških galerijah. In na kjerkoli področju umetnosti je ogromno eksperimentiranja, iskanja izraza, ki bi omogočal neko novo izkušnjo v poplavi izkušenj, ki jih že imamo. In če razmišljamo o umetnosti malo globlje, potem je jasno, da tudi vsi ti eksperimenti znotraj umetnosti pogrešajo ali pa iščejo stik. Iščejo stik s publiko, iščejo stik s pomenom, iščejo stik s smislom, iščejo stik drug z drugim. Ja. Lahko. Seveda, lahko. Zakaj mislite, da mogoče umetnost ni namenjena tudi tisto, ki je zvala prvenstvo? To je odlično vprašanje. Ja, to je odlično vprašanje, ne ga pozabiti, in če ne bom odgovorila tekom predavanja, me še enkrat pocukite. Prav. Jaz upam, da bom prav na to vprašanje odgovorila. Prva stvar je dialog. Umetnost je nekaj, kar je dvosmerno. Pomeni, je namenjeno tako ustvarjalcu kot gledalcu. Ker ustvarjalec, če nekaj ustvarja samo zase, je to izraz ali pa čustveni izraz ali pa nek način, kako artikulira svojo izkušnjo, svoje doživljanje, svoj navdih ali svojo kreativnost. Ko pa to delo ali pa ta izraz postavi v odnos, potem to postane umetnost. Če ta odnos steče in če tudi partner v tem odnosu lahko deli to izkušnjo na način, ki bo hkrati uglašen z avtorjem in hkrati drugačen od avtorjevga. Naslednja stvar, če hočemo vzpostaviti dialog, je seveda stik. Stik je sposobnost, da mi čustveno zaznamo drug drugega in da se lahko oglasimo, da vemo, da smo v istem vzdušju ali pa v istem nekako na isti strani knjige. In tretji segment so čustva in afekti, pomeni umetnost se vedno dotika celovitosti našega doživljanja. Čustev, misli, telesnih vzgibov in tudi duhovnih vsebin. V terapevtskem delu ali pa v znanosti naši, psihološki, psihoterapevtski, obstaja nekaj, precej avtorjev, sem jih zbrala nekaj, ki so mogoče najbolj znani, in nekaj pojmov, ki se dotikajo tega umetniškega področja dela z ljudmi. Eno je prezenca, prezenca, predvsem terapevtska prezenca, Leslie Greenberg nekako skoval ta termin, ki pomeni zmožnost terapevta, da je v terapevtskem procesu s celoto svojega bitja prisoten ob klientu. To pomeni, tako zelo preprosto rečeno, da lahko na živo čuti tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj v odnosu z določeno osebo, ki pred njim stoji ali pa sedi.
Pomeni, da čustveno, miselno, duhovno in telesno je nekako se dal na razpolago za to, da bere iz svojih odzivov, kako se odslikava notranji svet ali pa neka drža človeka pred njim, kako se odslikava na njegovem telesu, mislih, čutenjih, duhovnosti. To je prezenca. In vsi veste, da včasih, ko se pogovarjamo z ljudmi, je zelo težko ostati prisoten. Pa začneš kar nekaj drugega razmišljati, pa kar malo si živčen, pa začne telo nekaj po svoje delati. Ali pa čustveno te razjezi, ali pa žalosten, ali začneš zehati. Kup nekih reakcij imamo drug ob drugem, ki so precej naporne lahko in precej zahtevne za to, da jih sploh obvladamo in da razumemo njihov pomen v tistem trenutku tistega odnosa s tistim človekom. Tako na nek način je terapevt v teh ključnih trenutkih terapije pred izzivom, da iz svojega doživljanja in pozornosti na človeka pred seboj nekako rekonstruira ali pa izoblikuje, artikulira pomen, ki ga prej med njima ni bilo in do katerega prej klient, ki je bil pred njim, ni imel dostopa. Vedno, ko mi skreiramo nekaj novega v odnosu z neko osebo, je tisto novo možnost za osebo, ki je pred nami, če je prišla po nek pomen k nam, možnost, da bo sebe doživela na drugačen način in da bo lahko dobila dostop do določenega čustvovanja, ki ga prej ni bilo. Besede so tiste, ki omogočijo, da ljudje dobimo dostop do telesnega spomina. Ampak ne katerekoli besede, ampak besede, ki bojo prebudile celoto doživljanja. Telesni spomin je tisti, ki se shranjuje izven besed, in besede, ki ustvarijo sliko, so tiste, ki bojo omogočili, da mi začutimo, kaj se je z nami dogajalo in da uspemo to tudi artikulirati na način, da razumemo, kaj se z nami dogaja. To je proces terapije in to je bila ta prezenca. Drug pojem je pojem Daniela Sterna, reče se mu sedanji trenutek, present moment, trenutek stika. Še zdaj ne vem, kakšen je uradni prevod v resnici. Različni. Da so še vedno različni. To je razmišljanje, ki prihaja iz razvojne psihologije, razvojne znanosti in govori o tem, koliko časa traja tisto doživljanje, ki ga ljudje razumemo kot zdaj. Vsi imamo izkušnje, da se kakšen trenutek vleče, da se Bog usmila. Ko ne veš, a ti bo človek rekel, da te mara, ali te nima, se ti kar čas ustavil. In so trenutki, ko ti gre en mesec, da bi opazil, da se je sploh kaj zgodilo. Pomeni ta čas ali pa doživljanje, kako mi lahko razumemo, da to pa je nekaj, kar je zdaj, in kako dojemamo čas in sebe znotraj časa, je raziskoval najprej pri odnosu mama dojenček, potem še na različnih drugih raziskavah in predvsem v tem mikrointervjuju, ko je gledal, kako lahko ti s takim skrbnim, pozornim poslušanjem in spraševanjem en droben trenutek razgrneš v široko paleto doživljanja. On je imel recimo en tak terapevtski intervju, kjer je ljudi vprašal, kaj so jedli za zajtrk. In iz tega vprašanja, kaj ste pa vi danes zajtrkovali, se je razvilo par urno detaljno iskanje teh drobnih vzgibov, kaj vse v bistvu mi naredimo samo pri tem, ko vzamemo mleko iz hladilnika. Kaj smo doživljali, na koga smo pomislili, kaj smo čutili, kaj je bilo na hladilniku nalepljeno, kaj nam je prebudila barva, Tetra Pak, kup enih stvari. In kar je izsledek teh raziskav je, da trenutek stika, oziroma tisti trenutek, ki ga mi doživljamo kot celoto, kot eno ozemljitev, da rečemo, to je pa ena enota časa, je približno 3 do 4 sekunde. Zato tudi, če greste na koncert, klasičen, kjer imajo skladbe več stavkov, ali pa po radiju, če poslušate, ko se en stavek konča, štejte 3 sekunde. Če hočemo mi doživeti eno delo kot celoto, se mora drug stavek začeti najkasneje 3 sekunde po koncu prvega in ne prej kot 2 sekundi po koncu. In če so vmes 4 sekunde, pa ste že rešeni, pa bo samo in poslušali ste in pa bo šlo naprej. Dajte kdaj pogledati, ker res se držijo tega. 3 sekunde so tisti čas, ko še ga jemljemo kot celoto. Naslednji pojem
zelo znan, tudi že tako poljudno znanstveno zelo znan je pojem zanosa, Mihaila Csikszentmihalija, ki pa opisuje občutje ali pa doživljanje, rečemo, umetnika ali pa tudi navadnega človeka takrat, ko ga stvari potegnejo. Pomeni, ko se res s celoto svojega bitja posveti neki stvari. A ne, lahko rečemo vrhunc kreativnega procesa, lahko rečemo ustvarjalni zanos, ampak tudi vsak od nas je že kdaj doživel, da ga ena stvar toliko povlekla, da je čas, prostor, vse je zginilo in nekaj novega je začelo nastajati pred tvojimi očmi in ti si bil del tega. A imate kakšno tako izkušnjo? In to je lahko tudi pri nabiranju rož, je čisto vseeno. Mislim, so področja, kjer mogoče to lažje doživeti, pa področja, kjer je manj verjetno, ampak načeloma je to stanje, ki je dostopno vsem. In to stanje zanosa, on je do tega pojma prišel pri študiju motivacije, ko je iskal, kaj je tisto, kar ljudi motivira, in je potem postopoma razvil ta pojem, kjer pa jasno je, tako kot vsi do sedaj našteti avtorji, gotovo, da gre vedno za eno globino stika, za eno globino doživljanja in za eno preseganje tega, kar je samoumevno ali pa tega, kar je tako na zunaj prisotno. Ne pomeni iskanja ali pa dostopa do tega, kar je zadaj za površino stvari. Potem so pa bolj, bom rekla, terapevtski avtorji ali pa še bolj razvojno raziskovalni, kakor je Alan Shore, pa Colin Trevartin, pa Siegel, so bolj že nevroznanstveniki, ki so šli pa raziskovati ta naša posebna, najbolj dragocena umetniška stanja prav v dialogu mama otrok oziroma skrbnik otrok, odrasli otrok in predvsem vezano na delovanje možganov. Pomeni, kdaj so naši možgani najbolj aktivni, kdaj najbolj rastejo, kdaj se tvori največ povezav in na kakšen način se sploh oblikuje naša nevronska mreža skozi življenje. In prvi od teh pojmov je pojem uglašenosti, ki ga uporablja Alan Shore. On je celo napisano knjigo The Art of Science of Psychotherapy, pomeni umetnost psihoterapevtske znanosti, kjer dokazuje ali pa kjer razvija to idejo, da je temelj terapevtskega dela je ustvarjanje odnosov, v katerih se lahko spreminja struktura možganskega delovanja. Pomeni, kjer se ustvari vzdušje ali pa kjer se ustvarjajo pogoji za krepitev plastičnosti možganov, to pomeni tvorjenje novih povezav med nevroni, ki jih prej ni bilo. Če hočemo, da se tvorijo nove povezave, pomeni, moramo močno prebuditi dovolj velik del možganskega tkiva, da se tisti nevroni, ki so hkrati aktivni, lahko začnejo med sabo povezovati. In jasno, če si predstavljate, če je samo na miselni ravni, samo na kortikalni ravni, je to premalo. Zato, ker če mi hočemo nove povezave nam ponovadi omogočajo boljšo regulacijo in integracijo izkušenj. Izkušnje imajo pa vedno čustveno in telesno plat. Nobena človeška izkušnja ni okleščena telesne in čustvene plati. Edino, kar je razlika med izkušnjami, je ta, a se mi tega zavedamo ali ne. Naše telo se avtomatično odziva na zunanje in notranje države 24 ur na dan, pomeni telesna in čustvena izkušnja je vedno prisotna. Zdaj, kolikšen del je smiselen, da ga tudi zavestno prebudimo ali pa povežemo in na kakšen način si pomagamo s tem zavestnim dostopom do čustvene izkušnje, to je pa potem druga stvar. Ni treba, da zdaj obsesivno bi mislili, mora vsako stvar ravno prečutiti in premisliti. Hvala Bogu, veliko stvari delamo avtomatično, ker če ne bi se nam zmešala. Seveda jo presega. Dopolnjujejo pa razšir. Potem naslednja ugotovitev, ki je bila tudi zelo zanimiva, ker mi bomo zdaj počasi šli zelo počasi proti glasbi, ker to je področje, ki jaz najbolj poznam, je ugotovitev, da je odnos med mamo in otrokom muzikaličen po svoji naravi.
Pomeni, ko so gledali mamo in otroka, kako mama mu recimo prigovarja in dojenček malo piska nazaj, pa zacvil, pa kaj ne, kakšen zvok naredi. In ko so šli res glasbeniki analizirati te zvoke, so ugotovili, da je način, kako se sporazumevata, sledi vsem strukturam glasbe, pomen ritmu, tudi uglašenosti. Otrok je najbolj primeren ton glasu ali pa višina je ta prvi C in ženske plus minus govorimo nekje tukaj. In za otroka je to varen glas, ga pozna že iz maternice, 3 mesece pred rojstvom je že slušni aparat do konca oblikovan, ni pa še uglašen, pomeni, deluje že, noter že grejo stvari, ni pa še regulacija, to se pa kasneje mikro uglasi. Ampak, če recimo mama je vznemirjena in začne govoriti z višjim glasom, bo dojenček se začel odzivati z nižjim in bo poskušal potegniti njen glas nižje, spet znotraj tega C-ja. Če bo mama depresivna, potrta in bo brundala nekje nizko spodaj, bo dojenček začel piskati više, zato da bi nekako prebudil v njej malo hitrejše, malo više tone. In se boste v tem prepletu tega dialoga nekako uglasila na neko tako prozodično ali pa melodično obliko, ki bo tudi kot po naključju trajala tam 4 sekunde, pa nova, pa spet 4 sekunde, pa tako se začne pa ta spoznanja med sabo povezovati. In še mogoče najbolj od umetnosti umaknjeni pojmi, so pa pojmi regulacije čutenj pa integracije izkušenj, hkrati so pa to pojmi, ki so ključni tudi za razumevanje umetnosti. Umetnost ni namenjena samo enostranskemu zlivanju neartikuliranih čustvenih vsebin na kjerkoli mediju, ampak je namenjena temu, da se te vsebine, ki so bile nekako pokazane, da se uporabijo za formiranje pomena in tudi za oblikovanje nekega novega dostopa do doživljanja, ki ga je nekdo bil pripravljen deliti z nami. Pomen zgodnji razvoj nam je prinesel razumevanje urejene muzikaličnosti in znotraj tega razvoja se je tudi ugotovilo, kako zgodaj že dojenček razume ne samo vers, ne samo obratov, govor pomeni, predno razume, kaj besede pomenijo, jih že zvočno pozna. Se z njimi igra, zato ima radi ponavljanje, zato imajo radi zvočno zanimive besede. Zato ni treba dojenčku govoriti samo v enozložnicah in v zelo okleščenem zvočnem spektru, ampak dojenček sliši vse in razume vsak detajl zvoka, ki ga vpija. In zato tudi govor dojenček ga že razume kot melodijo in potem tisti pomen besed, ko prihaja sproti, je neka taka samoumevni dodatek. In recimo otroci, ko še ne znajo hitro govoriti ali pa še ne poznajo veliko besed, ampak dobro razumejo, so recimo varno navezani in dobro razumejo pomen govora, bojo znali v melodiji govora se oglašati. In bojo govorili, kakor da govorijo, in bo melodija čisto točna, pa čisto nobene besede ne bojo povedali prav. Ampak nekako se bojo vključili. To je tisto, kar nam daje vedeti, wow, kaj vse je znotraj teh vsebin. In če si zdaj predstavljate literarna dela, glasbena dela, kakšno bogastvo nosijo v sebi in kakšno bogastvo to je takrat, če enemu dojenčku ali tudi enemu odraslemu omogočimo dostop do vseh teh prvin, ki v nas bojo vedno ostale. Tudi mi smo še vedno občutljivi na ritem, na uglašenost, na melodijo, na prozodijo v glasu. Vsi trpimo, če nekdo govori monotono. Vsi trpimo, če nekdo vznemirjen in prehitro govori in seka ritem. Mi to čutimo. Kdaj je govor umirjen in kdaj ne. Naslednja stvar, poleg te melodije pa te glasbenega dela jezika je pa razumevanje intence, pomeni razumevanje, kaj nekdo hoče. To je sposobnost, ki zdaj sem ravno prejšnji teden
enega gostujočega profesorja, ki je razlagal prav v teh raziskavah. Dojenček intencionalnost zazna že kmalu po rojstvu. Pomeni, dojenček že ve, kaj bo sledilo. Že ve, kaj pričakovati. In če to ve dojenček, koliko močneje to vemo mi, ko imamo že kup enih izkušenj z ritmom, z dogodki, s svojim življenjem in že predvidevamo, kaj se bo zgodilo. In ta intencionalnost in domišljija je tisto, kar nam omogoča, da lahko v enem varnem, rečemo, varnem toku vedno spoznavamo nekaj novega. In zato je umetnost, ki pa presega tole čisto preprosto intenco, nas toliko navduši. Ne, že v glasbi, če je kakšna sinkopa, če je kakšna pauza, če je kakšen ritardando ali pa kakšen accelerando, če gre kdaj prehiter, pa mora iti malo bolj počasa. Mi čutimo, kaj bi bilo prav. In če je ta naše pričakovanje nekako ni čisto uresničeno, potem bomo čakali, kdaj se bo ta stvar razrešila. In tako v dramatiki, v literaturi in v glasbi. In to je nekaj, kar nas zaznamuje že zelo zgodaj. Zato, ko se razmišlja, kako potem lahko mi ohranimo to umetnost stika, kaj narediti, kako slediti pri sebi, ali kot terapevti, ali kot ustvarjalci, ali kot mame, ali kot navadni ljudje, kako bi lahko ostali znotraj tega širokega in globokega polja, ki nam v bistvu nahrani dušo, se mi je zdela ta Csikszentmihalyieva shema zelo zanimiva. Tudi zato, ker jaz nekako tudi kot profesorica poskušam vedno slediti temu, da ne bi vi svojih sposobnosti ne razvili do konca ob nas. Kar pomeni, da se mi zdi, da je najbolj smiselno, ali pa tudi nekako ena potrditev tega, treba biti zelo zahteven in razviti sposobnosti do konca. Pomeni takrat, ko smo ljudje soočeni z izzivi in ko lahko vse svoje sposobnosti porabimo in razvijamo za neko dejavnost ali za razrešitev nekega problema, je največja verjetnost, da nas bojo stvari lahko potegnile. Vse, kar je znotraj tega, rečemo, kjer ni treba veliko sposobnosti, pa kjer ni preveč zahtevno, tam se razvijata apatija in dolgčas. Lahko tudi sprostitev samo v primeru, da je pri nizki zahtevnosti moraš veliko stvari narediti. Ne pomeni, ti lahko si dober slikar, potem moraš pa nekaj res kompleksnega narisati. To te lahko tudi majčkeno potegne ali pa rečeš, super, imam nekaj lepega za delati, ni mi težko in z veseljem to narediš. Če pa bi ti moral narediti 3 črtice za brez veze, to pa ne gre. Pomeni, je nek motivacijski, rečemo, segment tudi znotraj tega umetnosti stika, ki zahteva od nas, da res čim bolj polno vstopamo v odnose, da lahko aktiviramo naš notranji potencial. Če ne, se ne aktivira. To so pač dosti telesne stvari, bom rekla. Ok, zdaj pa mogoče še zadnja, taka teoretična. Jasno, ni vsaka uporaba neke ustvarjalne metode že umetnost. Zato ločimo pomoč z umetnostjo, umetniško terapijo in terapijo posebej. In tisto, kar jaz govorim danes, govorimo o umetnosti terapije. Ne o pomoči z umetnostjo, niti ne o recimo glasbeni terapiji ali pa kaj takega. In kadar govorimo o umetnosti, pomeni, smo rekli, da je to dialoška stvar, da je dvostranska, da je vzajemna in da zajema celoto našega doživljanja. Obstajajo pa seveda, v grobem bi rekla, recimo 3 stranpoti pri tem, kako ljudje vstopamo v odnose in kako to razumemo. Prva je didaktičnost, recimo didaktična umetnost. Če si predstavljate slikanice za otroke, ki so prvenstveno namenjene temu, da mi nekaj otroku dopovemo. Pingvinček gre čez cesto. In ali je pingvinček pravilno stopil? Pingvinček, ne, rdeč semafor, pač take vrste. To je didaktična vsebina, ki z umetnostjo zveze nima.
In ni nič narobe, je zelo fino imeti didaktične, zato imamo učbenike, zato imamo priročnike, zato imamo pač navodila, zgibanke in podoben material, ampak to umetnost ni zadost, ker je enostranska. Ne? Mi hočemo, da nekdo nekaj ve. In nas prav malo briga, kdo ta človek je, in nas prav malo briga, kaj si o tem misli. In bomo našli način, kako mu to informacijo damo na najbolj učinkoviti obliki, zato da se ga bo ta informacija prijela. In je kup stvari, ki jih moramo na ta način predati, to je dejstvo. Druga stvar je, kadar se osredotočimo na obrt. In jaz sem genij, znam fantastično risati, najlepši pojem od vseh, ampak mene prav briga, kdo me posluša. In kaj ta človek želi, ali pa v kakšnem stanju je. Jaz sam hočem pokazati, kako je to vrhunsko. In tudi terapevti se lahko včasih ujamemo v to. A ne se ujamemo v svoje modalitete, se ujamemo v kakšne ideje, koliko smo mi pametni in pol, so pa take, vaje v ponižnosti, kot ti misliš, da si bil največji genij, pa prije klient pa reče, ampak veste, končno zdaj mi je pa frizerka povedala, zdaj pa razumem. Ne? Ali pa sem res imela v resnici klienta, ko sem zdel, koliko jaz to dobro delam, in pa človek pride, se da vedno, se pa lahko ti zvleče, češ ne, je zaradi mene to opazil, ampak se vsem. Je rekel, sem prebral grafit, zdaj pa vem. Prej sem se matral z vami brez veze, niste znali tako povedati, ne tako v smislu. In tretja stvar pa je, kadar gre za komercialno umetnost, ne pomeni se didaktično ali pa obrtniško ali pa komercialno, tukaj pa nas ne zanima ne vsebina, ne sprejemnik, nas zanima samo ohranjanje stika. Sam, da si tle, pa da kupuješ to, kar jaz počnem, ne samo, da ostajamo povezani med sabo. Pomeni, vsako od teh treh segmentov in vsebina, tehnika ali pa rekla prav umetniška spretnost in stik gre lahko, če je izolirano od ostalih dveh, ne bo imela učinka. Ne? Tako v vsakdanjem življenju, kakor v terapiji. Zdaj bi vam pa malo pokazala tako ene poskuse, kako smo se lotili raziskovanja in tudi ustvarjanja umetniških del za najmlajše, a ne tako je sploh ta ideja prišla. Ta ideja je prišla čisto preprosto iz enega opažanja, kako so včasih starši dojenčkov izolirani iz tega našega širšega kulturnega okolja. Pomeni, drugo opažanje je bilo, kakšna muka je majhnim otrokom, če morajo iti v gledališče ali pa v lutkovno gledališče ali pa kamorkoli pridejo, morajo primer sedeti, pa vsem govorijo, bod priden in se kregajo na njih. To je čista mora. Ne? In tretja stvar je ta poplava teh raznih komercialnih motil, ki nekako nadomeščajo nek stik med otrokom in starši, sploh v zgodnjih mesecih, ko je ta stik naporen in v bistvu zelo zahteven za večino nas odraslih. In takrat je najlažje dati neko komercialno stvar, kakšen tak dober YouTube kanalček s kakšnimi risankami, ko čim bolj kričijo, pa čim bolj bliskajo, bolj bo dojenček dal mir. In res da mir, zato ker ga toliko zatrpamo z dražljaji, da niti da sploh ne more samo sebi slediti. Dejstvo pa, da otrpne in ga imaš pol ure primer. In iz vsega tega razmišljanja, kaj pa bi bilo, kako pa bi lahko oblikovali vsebine, ki bi bile za starše prijetne in za dojenčka dragocene ali pa razvojno pomembne, hkrati pa za njun odnos olajševalne, smo pa začeli gledati, kaj bi to bilo, mora biti res poenostavljene ali mora biti kompleksne, v kakšnih frekvencah se morajo gibati, na kakšen način sploh se lotiti teh vsebin. In izhajali smo iz parih predpostavk. Eno je bilo, da je treba ustvariti najprej varno okolje in okolje, kjer je stik zagotovljen in omogočen. Kar prva stvar pomeni, da ne moramo otroka nekam dati, ga privezati in ga trapiti z neko vsebino, ki nas ne zanima. Ampak da moramo zaslišati,
kaj je tisto v odnosu, kar bo odraslega pritegnilo in pomirilo, da bo lahko opazoval svojega dojenčka. Da bo lahko opazil, kaj vse se v tem malem bitju prebuja. Ker če mi ne pogledamo pozorno, vidiš, da to sem nekaj, kar vsake toliko cvil, pa pol malo spi, pa spet hoče nekaj te okrog ganja, ne? In zgubimo občutek ali pa sploh ne razvijamo občutka ali pa posluha za to, koliko drobnih vzgibov, koliko široka je ta umetnost, ki se razvije med dojenčkom in odraslim, če zares stopita v stik. In umetnost se začne tam. Tudi odrasla umetnost se začne v tej sposobnosti globokega in res detaljno izdelanega stika. Zato jasno mora biti, mislim, predvsem šli na glasbena dela, na radijske igre, ker je Radio Slovenija pač vodja tega projekta, nosilec tega projekta. In je bila prva stvar, kako te vsebine oblikovati, je najprej tako, da otroka pomirijo in vzbudijo njegovo zanimanje. In po drugi strani, da ustvarijo eno zvočno okolje ali pa en prostor, ki je za odraslega umetniško zanimiv. Pomeni, da ni nekaj kao, za otroke mora biti pa poenostavljeno, ampak ima lahko odraslo umetniško kompleksnost, jasno v nekih določenih gabaritih, frekvenc in jakosti, ne pa v tem, da bi moralo biti poenostavljeno. In če zdaj pogledamo, kaj umetnost omogoča, omogoča to, da mi lahko te vsakdanje pojave, vsakdanje dražljaje vidimo na celovit in nam nekako prilagojen ali pa za nas dostopen način. Da hkrati ohrani vse, kar je kompleksnega, ampak da nam prinese to na tak način, da je za nas dostopno. In recimo, če pogledate te 4 fotografije, kaj čutite? A so lepe? So, ne? So zanimive, so lepe, so, ampak nekako nekega posebnega sporočila za nas nimajo. Razen, da vsi rečemo, da bomo šel na dopust in na morje in upam, da ne bo meduz in tako. Zdaj, kako bi to vsebino umetniško približali otroku, da ko bo prišel na morje, bo začutil, kaj je zadaj, kaj vse to morje omogoča, kaj vse se skriva v teh zeleno-modrih algah in raznih rastlinah, da mu lahko približamo lepoto tega naravnega okolja, ki je tako v vsakodnevnem mimohodu, v bistvu mi zgrešimo. Jaz sem to naredila en tak približek, pa to ni bilo zdaj del projekta, tako za to priložnost. Zapomnite si te 4 slike. Tako je, ko prideš z morja domov. Pa veš pa to. Iste barve, iste oblike, ampak so tudi pod vodo, tale vila spi pod vodo, ampak je prinesla nekaj novega. Nekaj, da pol, ko mi gremo nazaj na morje, jo bomo videli tle not. In otrok, ki je lahko v stiku z neko umetniško vsebino, bo tudi naravo, odnose lahko doživljal na bolj celovit, bolj pristen in tudi bolj bogat način. To je predpostavka. Zdaj še čisto na kratko. Pomeni, rekli smo, mora biti prostor varen in simfonični koncert za dojenčke, to je bilo glasbeno delo, ki je trajalo, mislim, 12 minut, je bila prva stvar vprašanje, kako narediti prostor, v katerem bo lahko dojenčki to poslušali, Ker če daš dojenčka k nekemu violinistu, ki ima, ali pa čelistu, ki ima čelo za 30.000 evrov, in dojenček pride in s kakšno dudo bi začel točiti gor, jasno, da bi ga morali prijeti in zvezati. In je pač bila prva stvar, najprej je treba dati mehke blazine na tla, in če hočemo, da dojenčki imajo karkoli, česarkoli v svojem življenju, mora biti zraven mama oziroma skrbnik, oziroma kaj je politično korektno, pač tisti, ki zanj ga skrbi. In je bil prostor oblikovan tako, da so se lahko in odrasli in otroci udobno namestili in da ni bilo treba otrok bremzati. Zakaj smo si to upali narediti? Čisto preprosto zato, ker je dejstvo, da če se otrok počuti varnega in je okolje tudi na ta umetniški način
polno in bogato, bo avtomatično do vseh predmetov in ljudi v tem prostoru otrok spoštljiv. Otrok divja in razbija samo takrat, ko ni varno in ko vsebine niso obdelane res na nek smiseln in bogat način. In tukaj so bili pa simfonični glasbeniki, kompozicija je bila precej moderna, ampak tisto, kar se je zgodilo, je bilo, da niti en otrok ni divjal, niti en otrok ni jokal in niti en otrok ni tam umiral in težil mami in ne vem kaj, ampak so umiral, prehajali v teh zvokih, gledali glasbenike, zlezali so k tejle dirigentki, pa gledali gor, noben ni kršil nobenih meja. Smo rekli, otrok intenco zazna že ob rojstvu. Dojenček ni neumen, ne bo kršil meje, če mi ne bomo. Če bomo mi njega spoštovali, bomo spoštoval nas. To je umetnost. Priti do te tenkočutnosti, da lahko res vzpostavimo tisto, kar je najglobjega in kar je naš največji potencial, smo rekli pri zanosu. Zahtevno in hkrati zajame celoto. Naslednje delo je bilo tudi bila lutkovna predstava, kjer je seveda to je za malo starejše otroke bilo, kjer se je tudi sledilo temu, da je prostor varen in da otroci lahko nastopajo, da lahko se premikajo in da v bistvu sledijo, bila interaktivna predstava. Tudi ta koncert je bil namenjen temu, da tudi starši otroku kaj lahko pokaže. Tam so bile take, če se videli, dol so visele take obešanke, pa so lahko otroci šli tja tako malo zvončklat, pa starši se dvignili tako. Pri tej lutkovni predstavi je bilo podobno, prostor oblikovan na ta način, da so bili otroci in starši skupaj, potem so šli otroci na raziskovanje prostora in so se v kjerkoli hipu lahko govorili staršev, če so hoteli, in potem šli od njega nazaj. Vem, da se krepi en varen odnos tega prihajanja in odhajanja in večino otrok je pa starše tam pustila. Če bi bili starši zunaj, bi bili otroci noter, bi rabili veliko dalj časa, da bi se udomačili v nekem prostoru in ga začeli raziskovati. Ne? Vemo, da raziskovanje in varnost, navezanost sta obratno sorazmerna. Tretja oblika je nekaj, kar razvijajo umetniki te radiofonske umetnosti, to so zvočni sprehodi. To je nek radijska igra za otroke, kjer je bilo veliko enih zvokov iz narave, pa ptički, pa žabice, pa veter, pa čeblanje otroka. Tako, vsi ti zvoki, ampak so bili skomponirani, pomeni so bili v neko zgodbo prepleteni, ki je bila tudi melodično zelo jasno zastavljena. In tukaj sta pa vsak par otroka in odraslega dobil en tak mali zvočniček, se ga lahko daš okoli vratu in je potem poslušal tisto kompozicijo in hodil po prostoru. A ne bilo za raziskovati, pomen je bil način, kako usmeriti pozornost najprej odraslega na njegovo okolje in potem otroka na te drobne stvari, da je povezal zvok s tem, kar je bilo okrog. Je slišal ptička in ga je pa tudi videl. A ne pomeni, da je iz tega, kar je bilo naravno, potegnjeno ven mogoče bistvo ali pa najglobja vsebina, ki jo ta narava ponuja v tem okolju. Temu se reče zvočni sprehod in so različnih oblik, ta je bil pač prvi narejen za dojenčke in mamice, oziroma odrasle. Potem je bila pa še ena oblika del, ena radijska igra je bila pa glasbena kuhinja, se je reklo, to je bilo pa namenjeno eni sprostitvi mamicam ali pa odraslim pri skrbi za otroka. Kdorkoli je imel dojenčka ali pa je videl dojenčka ali pa je vice o dojenčkih bral, vsi veste, kako packajo pri hrani in pluvajo in mečejo in nočejo jesti in ne kup enih težav. In če so mamice zelo skrbne, pa jih to zelo skrbi. A je zadosti ali premalo, ali pravilno ali nepravilno, ali kdaj bo, ne. To je kar ena vir ene tesnobe. In če mi želimo odraslemu omogočati, da se začne s temi, da začne otroka hraniti malo bolj umetniško. Pomeni v odnosu ga slišati in skreirati iz te situacije nekaj presežnega. In tudi hranjenje ni samo za preživetje. Hranjenje je odnos. Hranjenje je prostor, v katerem mi lahko res
preko enega čuta, preko okusa, rečemo, pa otipa, lahko tudi okus in otip povežemo z nekom, povežemo z odnosom, povežemo z neko dobro namernostjo nekoga, ki nam to preživetje omogoča. Tudi en zelo lep dialog se lahko razvije. In ta radijska igra je bila narejena na tak način, da bi se lahko otrok in mami igrala žličko in tako taka šaljiva zgodbica, ki odraslemu pomaga razumeti, da ni treba, da ko hrani otroka, je ves napet, trd in pravilno trpa tisto žlico v usta in se zraven jezi, da se lahko malo igra. Reče, okej, zdaj ne moreš jesti, pa se ti nalupa, pa žlička bo šla na en krog in hop, hop, hop in pride in poješ. Tako, da se malo sprosti. In to ne neki umetno, ne samo kakor, dajmo ga na finto, pa pol otroka včasih, kaj so kakšne finte, da odpre usta, pa mu stisneš nos, pa ne. Vi se lahko trekšna zdravila dajati. Rečejo, tudi pediatri rečejo, pa nos mu stisnete, da nam mogo dihati, pa ne. Mislim, lahko pa tudi na umetniški način to narediš. In če se ti lahko igraš hranjenje, se lahko igraš tudi spanje, se lahko igraš tudi previjanje, se lahko igraš tudi vztrajanje v odnosu takrat, ko ti je težko. Ko vsi ostali hodijo okrog in so po službah in delajo, kar hočejo, ti pa tam čakaš spet doju ali ne. Pa bo otrok zaspal, se bo zbudil. Kup ene tesnobe je v odnosu, v teh najbolj zgodnih odnosih in mi vemo, kaj to pomeni. Sicer za nas je to v redu, ker bomo imeli dela lihko, ker smo sam ne tazga, kako bi nam bilo všeč. Pomeni, to je pa tretja oblika. Ena je bila res vezana, kako narediti vsakdanjo situacijo umetniško, pomeni dialoško in kreativno. Drugo je bilo, kako usmeriti pozornost na bistvo tega, kar nas obkroža. In tretje je bilo, kako se usmeriti na notranjost, ker ko mi poslušamo, gre naša pozornost iz zunanjosti navznoter. In ko mi zaslišimo svojo notranjost, zaslišimo tudi notranjost človeka, ki je pred nami. In umetnost, ki omogoča to, da se naša notranjost odpre, da jo zaznamo in da dobi neko obliko, je tista, ki kroji ali pa omogoča tudi najboljše terapevtsko delo. In dobro, potem smo mi malo pogledali, kako se počutijo, smo malo posneli te dogodke, malo smo jih spraševali in se je ugotovilo, da so res dojenčki bili, tako so poročale mamice in tudi se je videlo, so bili umirjeni, hkrati so jih stvari zanimale in so bili preprosto, čisto v redu se jih je dalo prenašati. In starši so bili sproščeni in zainteresirani. In se niso več čutili izvržene iz tega našega kulturnega okolja, ampak so se čutili povezane in so našli en prostor, v katerem se nahrani tudi odrasla duša. In mogoče čisto za zaključek, tudi ko gremo v najvišjo umetnost, najdemo noter tiste najbolj preproste prvine, ki pa so nam večinoma v življenju zelo težko dostopne. In tisto, kar se mi zdi eno tako glavno sporočilo tega predavanja, je prav to, da umetnost terapevtskega dela je umetnost iskanja lepega tam, kjer se na prvi pogled zdi, da ni ničesar lepega več. Tako da, hvala. Imamo še 23 sekund za eno hitro vprašanje. Če je kakšno. Mene zanima. Malo sem zmeden zaradi tega, ker terapija ima še en vidik, ki si ga nisi omenila, in sicer, da mora biti namen definiran soglasno, kot da je definirana nek cilj terapije, neka želja, neka spremembi. Ker to, kar si opisala, meni gre seveda krasno, lepo predali, recimo umetnost stika, umetnost vsakdanjega življenja, umetnost vzgoje, ne vem kaj. Ampak kje je zdaj terapija? Ker če ni tega dogovora, potem terapije ni. Seveda, to je ključno. Tako ko ima glasba, tako ko ima vsaka umetnost svojo strukturo, tudi terapija ima svojo strukturo. In v terapiji ključna stvar je sprememba.
in da ta sprememba je jasno vedno v soglasju, da ne moreš ti, to ni obrt ali pa komerciala, ne, bom jaz tebe spremenil, ti pa ne veš, kaj s tabo delam, ne gremo tiste 3 stranpoti, ampak je jasno, glej, midva želiva tukaj narediti spremembo, ki jo nekako uspeva artikulirati že na začetku, čeprav na koncu se bo izkazalo, da mogoče s temu reče drugače. Zdaj, pogoj za to, da se ta sprememba zgodi, pa je ta, bom rekla, umetniški. Pomeni, da je znotraj te strukture, ki je jasno določena, zato so tudi posamezne modalitete ali pa posamezni načini dela, metode dela so ključne, da ti veš, zakaj bi kaj delal, pa zakaj verjameš, da to bi deloval, pa kako boš to preveril. In tle je verjetno, kakor je terapevt, to je modalitete. In znotraj te varne strukture, potem, ko obrt imamo v malem prstu, ko skozi gledamo, kaj še novega se je lahko razvilo, potem se pa lahko prepustimo temu zanosu ali pa temu vzajemnemu gibanju pa ustvarjanju enega prostora, v katerem bo do spremembe prišlo. Možgani se ne spremenijo, če ni zares globokega stika. Ljudje se lahko naučimo, se lahko zdresiramo marsikaj in so terapevtska okolja, v katerem je to skrajni domet, kjer gre za res hude motnje ali pa zelo hude strukture osebnosti, kjer veš, da ta domet je zmanjšan. Ja, je veliko se samo naučiti neko navado, ki bo potem onemogočila umor, recimo, kakšna taka stvar. Ampak recimo te 3 projekte konkretne, ki si jih, to niso terapevtski projekti. Ne, to so umetniški projekti. Ja. Ne, to so umetniški projekti. Kje pa terapija? Imaš namen še to razviti v to smer? Tisto, kar sem jaz terapevtska prenesla, jaz sem naprošena, da jim povem, kako se to sploh dela, je bilo poiskati te temeljne vzgibe, kako graditi. Zdaj, kar jaz zdaj trenutno, pa upam, da bom na jeseni, ko bom šla na to gostovanje, to lahko malo bolj razvila, razmišljam, ni to, kako zdaj uvesti v terapevtsko delo neko poslušanje glasbe, ampak kako kot terapevt se senzibilizirati preko umetnosti, zato da bolj slišim človeka pred sabo. Jaz to vidim bolj na ta način, vsaj v tem trenutku zdaj. Se mi zdi, da nekako sem malo skeptična do tega, da si napol terapevt, napol umetnik, pa daš oboje skupaj. Čeprav mislim, da tudi to deluje, ampak jaz bolj verjamem to, da če ti lahko vstopiš kot terapevt, recimo v to umetniško razumevanje ali pa eno poznavanje teh umetniških del, to, da te nagovorijo in da ti sebe na ta način senzibiliziraš, boš drugače slišal tudi v terapiji. Tako. Okay. Hvala. Zdaj pa si zaslužimo kaj že nove delavnice. Ja.